Dobrodošli v kavarnici Moja zgodba na teh naših lepih mesečnih dogodkih, ko gostimo izjemne ljudi in tudi danes ni nič drugače. Veseli nas, da lahko danes gostimo izjemnega človeka, ki ni le umetnostni zgodovinar svetovnega formata, ne samo slovenskega, ampak tudi pisatelj in kulturni ambasador. To nas sploh veseli, kajti on se je poimenoval slovenolog in res obožuje to našo čudovito deželico. Z nami je dr. Noa Čarni. En aplavz, prosim. Avtor uspešnic, kot so The Art, Tip, Slovenologija in mnogo drugih, ustanovitelj organizacije Arka in predavatelj na univerzah, pa tudi človek, ki je tako ogromno državo ZDA, Združene države Amerike, ki je ravno priletel iz tam, zamenjal za to majhno, čudovito Slovenijo. Danes bomo slišali veliko zgodbic o umetniških tatvinah, o pisanju, o Sloveniji, pa tudi o nenavadnih navadah, ki jih imamo mi Slovenci. Tako da gremo skupaj na to duhovito in navdihujočo ter poučno potovanje. A ste za? Ste. Jaz sem danes pripravila malo drugačna vprašanja, kar je Noa zelo razveselilo. Je rekel, vedno je tam 10 enakih vprašanj, jaz sem pa rekla, škaj, jaz sem šla pa danes iz cone obdobja, pa prosil me je, da ga tikam, no? Tako da ne boste mislili, da sem nevljudna, ampak je rekel, da tika tudi predsednika, pa papeža, pa vse. Tako da sem si tudi to jaz dovolila. Tako da, dobrodošel, Noa. Jaz bom pa kar začela z duhovitim vprašanjem. In to je, če bi te morali opisati slovensko jedjo, katera bi to bila in zakaj? To je super vprašanje. Hvala, ki ste prišli. Zelo lepo, hvala za vabilo. Jaz sem navdušen nad hrano splošno. Jaz vse požrem, ko lahko. In za slovenski jedi nisem nikoli mislil ta vprašanje, ampak če lahko križamo gibanico in poticanico, ker je potica je kot mali pot, da grem v Marija. Sem tukaj električen nocoj. Da grem na mali pot in je kot potico tukaj v Sloveniji okol in gibanica, ki je multiplastni in rada raziskujem čist do dna, sploh če je hrano vmes. Kako dobro si zdaj to interpretiral, bravo. Ok, kaj pa, ker bova tako šla na slovenščino, kateri izraz te res še vedno zmede ali pa zabava, recimo, slovenski? Torej, veliko sem se naučil, kako živeti na malo drugačen način in jaz mislim boljše. Takrat sem selil sem. Če moram študirati eno frazo ali pa nekaj takega, edina fraza, da ni mi bilo všeč, da sem slišal, je eno, da če gledaš zvezde, hodiš v dreku. Hodiš v dreku? Ja, to ni mi bilo to všeč, ker ta je čist edin pozitiven stvar za Amerike. So par pozitivni stvar v Ameriki, ampak en stvar, da je dober, je tista alfa osebnosti in samozavest, da vsak človek ima, tudi če nimajo razloga, da bi imeli, ampak je v kisiku v Ameriki in to malo manjka v Sloveniji. Torej, to je edina idiomatična fraza, da sem slišal v Sloveniji, da ni mi bilo všeč. Ker zmeraj moram nekaj reči, da ni mi bilo všeč, drugače ljudi sploh ne verjamejo, da vse vidim, da je samo sončno in tako naprej. Ampak, a veš, kaj mi je všeč bolj splošno, kot če imaš slovenski prijatelji, veš, kaj imaš, in ni nič površinsko. V Ameriki nikoli ne veš, recimo, če moji starši pridejo sem in natakarica je prijazna, je že prijateljica in imajo 30,000 prijatelji. In potem je malo površinska izkušnja. Tukaj Slovenci imajo, ne vem, 3 ali pa 4 ali pa 1,5 pravi prijatelji, drugi so, ne vem, če so kolegi, ampak mi všeč, da so drugačne besede za to. Tudi pomaga, da so drugačne besede za ljubezen, ljubiti in radi imeti. Po moje, da to marsikatere situacije pojasni,
Če imaš samo eno, potem je možnost za nesorazum. Tako. Torej, to so dobre stvari mogoče. Ampak res, ravno sem poslušala en podcast ameriški z Mel Robinson in je imela enega gosta in kako ste si izpovedovala ljubezen, I love you in gor in dol in jaz sem kar pogledala, čeprav vem, da je to za Ameriko značilno, ampak tako, to je res, ja, kar si povedal, da pri nas pa to zelo ločimo, ne, rad te imam, ljubim te je rezerviran za posebne ljudi. Ja, takole, to je posebne trudki. Tako. Kaj pa, zdaj, ko smo pri slovenščini, kako si se tega lotil? Za vse tiste, ki mogoče čist ne poznajo v celoti tvoje zgodbe, lahko malo poveš, koliko časa si že v Sloveniji in predvsem me zanima ta slovenščina, ker to je eden najtežjih jezikov na svetu, jaz rekla, sploh zaradi dvojine, saj tako pravijo tujci, no, mi ne moramo niti to komentirati, ampak vseeno, kako si začel se učiti, kako si se tega lotil in kako je sploh prišlo do tega, no, da si prišel sem? Ja, nisem nikoli naučil pravilno ali pa splošno. Torej, sam sem se potukal noter in se govoril s taščo. To je bilo glavna fora, ampak ona govori kot monarka. Torej, ona sam slabe besede in vse je kot en žival. Sem vačen kot pes, recimo. Torej, jaz moram malo se naštimati, če grem, ne vem, na RTV ali pa nekaj takega, ne govorim čist po tašči. Ampak, veš kaj, mogoče bi bilo dobro, če jaz bi enkrat študiral, ampak nisem nikoli memoriziral končnice. Torej, končnice so moje sovražnike. Nimam pojma, kaj so pravine, sam dobim vibe, ker sem tokrat bil tukaj, da mogoče, če dost hiter nekaj rečem, ali pa zmešam moje besede, potem boste mislili, da sem pravilno rekel, tudi če nisem. Koliko je težek jezik? Lih danes smo izdali eno izmed tiste podcasti, da vodim, The Ljubljana podcast, to so vse v angliščini, vodim eno za STO, Feel Slovenija, da je za narodni turizem, eno za Bled, The Bled podcast, in eno za Ljubljana, The Ljubljana podcast. In lik danes je bilo epizodo od kako mi tujci se naučimo slovensko. In če nimaš slovanski jezik že, je težko, ampak ni po mojem med najtežje na svetu sploh. Moraš sam sedeti in memorizirati in so tisti lažni prijatelji. Recimo, če jaz Domžale. Jaz sem mislil, da to je dom in žale. In en je živel blizu žale in tako so imenovali. Ampak pa je, da je nemška beseda domže šmuht ali pa ne vem. In zato to je izvir ta beseda. Marija. Torej, tisti lažni prijatelji mogoče. Spodi ne smem. Sam na vrh. To mogoče mislim, da bo pomagal, ampak ne. In velikokrat mešam besede. In potem mešam nezavelaš in ljudje mislijo, da je smešno, potem v intervjuji rečem, recimo enkrat bratranec in prabranec sem zmešal pri Orientu in sem naročil kajmak s bratrancem in ševapi in tako naprej. Pa tiste besede so v moj uho tako blizu, recimo žena in žena. Da moja žena je žena, to pa težko, ker res je isto za me. Ali pa tokrat sem zafrknil iste besede, da moram res pomisliti. Recimo dopust in popust. Tokrat sem zafrknil, da moram vzeti malo časa čisto vsakič, da bom rekel, ker vem, da bom napačno. Po moje, da glagoli so v redu, ker imamo občutek, da nimamo preveč presnetlične besede pri glagoli ali pa irregulars, ampak mogoče imamo in sploh ne vem, to je tudi možno, ampak tiste končnice so res težke. In potem za besede tvoj leksikon moraš samo memorizirati. Mislim, da je pomembno tisti odnos do jezika, da spoštuješ, ker probaš, ampak če zafrkneš, to pa ni problema. In je bistveno slabše, če se sam tih, dokler da nisi 100% sigurno, da boš pravilno govoril, to pa je škoda, ker nikoli ne boš nič govoril. Če sam se vržeš noter in vidiš, če boš plaval in ljudje so hvaležni, da se probaš, to pa je bistveno boljši sistem, ampak sem slišal, da Slovenci
tu pa tam imajo težave s tisto samozavest v tuji jeziki, tudi če smo odlični v tuji jeziki. Torej to malčken več se potunkanje noter in po moje, da bi bilo lažje. Super. Ja, ravno to, tudi jaz, kaj snimam v angliščini, imam skus vzadi, tako, kaj sem narobe rekla, kjer naroben čas sem zdaj uporabila, predlogi, ni da ni. Ampak, če se potunkam, pa je to. Če pa sem tu razmišljam, kako me drugi gledajo in obsojajo, pa ne. Pa se mi zdi, da saj tudi lahko povem zdaj na strani Slovenije, da Slovenci smo res veseli, kdo govori slovensko in nič ne razmišljamo o tem, kakšen čas si uporabil, kako si predloge uporabil, karkoli, ker se mi zdi, da nam je to tako v čast, ker smo vse majhen narod in malo ljudi govori slovensko, tako da nam je vedno v čast. Kako pa Američani gledajo na to, ko nekdo se lom po internetu, a jim je vseeno, ali kaj misliš? Je vprašanje, kateri polovico Američani govorimo. Te en polovica, ki so to glupi, da nič ne vejo, ampak pustimo. Ta dobre polovico razumejo, da ljudje v tujini govorijo drugi jeziki in je kar cool, ki govorijo angliško, ker itak Američani nič ne govorijo, razen mogoče špansko tu pa tam in to je to. Torej, to je res vprašanje, ampak tisto bolj izobraževanje ljudje vejo in poštujo, da ljudje se potrudijo, ampak tudi to pomeni, da smo malo leni, ker vsi govorijo angliško, recimo, in potem se da živeti brez tuji jezika, ampak meni bistveno bolj zabavno živeti v tuji jeziki. Jaz sem živel v par drugi jeziki, ko sem imel 16 let, sem živel v Franciji, sem govoril sam s francosko, to obdobje je bilo super in to je za samozavest, ker je zanimivo in vse je zanimivo, ker je malo drugačen. Potem v italijanščini je eno obdobje zdaj v Sloveniji in jaz bi priporočil, da čisto vsak, sploh študent, če imajo možnost živeti v tujini, v tuji jeziki za določene čase, recimo ni sam za en teden, ampak za par mesec, to je super izkušnja in saj zame, tam sem največ in najhitreje odrasel. Se strinjam, tudi jaz, ker sem bila na Irskem en mesec, sem že začela razmišljati o angliščini, kar ti pa to manjka, če si v Sloveniji. Kakšen nasvet bi pa dal recimo vsem nam, ki se želimo pa angliško naučiti, tako boljš, kaj lahko delamo? Jaz bi rekel, da ne rabite nič boljš, ker ste vsi tako dobri, sam ne veste. Čim več govorite, čim več potujete, čim več situacij, v kateri govorite angliško, sploh ne rabite nič študirati. Boljše, če sam zmeraj hočem slabe besede uporabiti, sebe fuknati noter, ampak bom rekel, sebe vržati noter v več situacije, da brez strahu. In če nekaj slabo rečeš, to pa ni noben problem. In mogoče to je edina stvar, da bi lahko Slovenci malo več naredili. To je splošno v svetu posla, govorimo o jeziki. Tista je škoda, da se zmanjkanje samozavest malo zadrži nazaj Slovenci, ker imamo toliko za ponuditi. Res je, jaz vedno tako rečem, če se kdaj obremenjujem, kaj drugi mislijo, si predstavljam, da sem na Luni in da gledam dol na planet. In si rečem, nisem takole, tako da to ni pomembno. Okay. Kaj pa je najnenavadnejša stvar, ki si jo doživel v Sloveniji? Marija. To moram razmišljati, kaj je Zame je bilo zelo nenavadno, da sem sezul, da sem uporabljal copate v hiši. To sem rabil več let, da sem se treniral. In tudi tisti ideja, da imaš eno veliko posteljo in dve odeji. Ampak to je korak naprej za civilizacije. To pa je res dobro pogruntavščina. Zame Slovenije ni bilo toliko drugačen. Subtilnosti so bili drugačni, ampak če bi recimo selil v, Kambodži ali bi imel občutek, da je marsikaj drugačno, ampak tukaj so odtenke drugačnosti. Drugačni ni toliko, mogoče, da sem
se navadil, da ljudje ponudijo šnops gor pa dol cel dan, celo leto, to mi všeč drugače, ampak to sem se navadil tudi okoli zajtrk, če rabiš majčken, tudi če tukaj ne smeš pred 10 uri, ne, nažalost, ampak malo lahko. Torej, to sem moral se navaditi, ampak to je lepo, ampak to je skoraj avtomatsko, da pokažeš, da gosti so dobrodošli, ponudiš šnops, ampak potem imaš občutek, da moraš popiti skozi, ampak to je tudi v redu. In pa greš me na dejavnico in jaz te naučim, kako reči ne. Ja, tako, tudi je tako. Tako da šnops pa copati, to je tisto, kar bi rekel. Ok, kaj pa, ko si prišel v Slovenijo, koliko let je zdaj od tega? Torej, selil sem polno časa 2013, poročeno 2008, ampak sva živela v drugi državi tudi. Ko si prišel v Slovenijo, a si imel občutek, da boš tukaj ostal? Takrat? Ja, jaz sem zmeraj hotel biti Evropejc, sem izogibal Američanov čim več, sploh za ženo. Jaz sem lovil eno Evropejko, ampak mi je bilo vse eno, iz katere države. Torej, če ne bi najdel Tunčanko, bi verjetno na Norveškem ali pa v Portugalskem čisto vesel tudi, verjetno. Ampak to sem zmeraj se počutil boljše v Evropi. Od takrat, da sem imel 16 let, sem že bil v Parizu na program preko moj internat, podoben kot Erasmus, ampak mi smo imeli, gimnazije imel tudi programi, in sem se počutil doma v Evropi. Ampak to je bilo v Franciji, tudi v drugi državi ni problema. Torej, jaz sem hotel živeti v Evropi, ampak sem bil čist fleksibilen glede lokacije. Potem se ženo sva živela v marsikateri države za najmanj en mesec in do eno leto, torej v Španiji, Nizozemskem, Angliji, ZDA, Italiji. In potem, ko smo študirali, in to je bilo raziskovanje brez pritiska, da bi porinil v ene države, pa drugo, smo videli, da najboljše razmerje med kakovostjo in ceno je Slovenijo. Sploh za mlade družine. In se da lepo živeti drugam, ampak ali ful košta, ali pa logistično je teže. Recimo, Italija je šarmantna država, dokler da ne rabiš nekaj narediti, potem je manj šarmanten, če moraš iti, ne vem, pri občini nekaj podpis dobiti, potem je bistveno manj šarmanten. Torej, logistično vse relativno deluje tukaj in to sem enkrat šalil in Špar je promoviral moje besede, ker je najboljše razmer med kakovostjo in ceno, ampak po pravici ne poznam druge države, v kateri lahko toliko ugodno živiš za relativno normalne plače. V tujini se da, ampak ful več košta. In tukaj je res najboljša kombinacija in sva odločila, da bova tukaj selila, ko sva odločila, da bova imela otroci. Pa misliš, da že lahko nam poveš, da boš ostal tukaj, ali vas bo kam zaneslo? Ne, jaz sem tukaj za zmeraj, jaz hočem, da mi pokopijo v Žalah, če že rezerviram svoj plac. Ja, ne, tukaj je zakon, zakaj bi šel. Kako lepo, ne? Tuk držav je videl, ampak ostal bi tukaj. Fantastično, res. Ok, greva malo na kulturo oziroma umetnost. Si kdaj razmišljal, da bi postal tako malo za šalo umetniški tat? To pa je najbolj popularno vprašanje v angleščini, ker v tujini sem znan kot specialist na kraju umetnin in ponaredki. Torej, to pa pogosto. In jaz zmeraj rečem, politični odgovor je, mi všeč, ta umetnost je za vsi. Ampak imam najljubša slika, in sem bil v ZDA, smo snemali eno televizijsko oddajo o umetnostno zgodovino in so dali na zid tiskana verzija. Slika, da je bilo za mano celo časa, da sem snemal. In to je eno slikar iz Firenze, v renesanci se imenuje Bronzino in je erotičen. Torej, ne vem, če je za javnost ni toliko erotičen, ampak za 1545 je bilo kar erotičen. Ja, ampak simboličen tudi je alegorije, ljubezen in sploh ne vem,
kako se imenuje, lust, kako se reče to? Poželjenje. Hvala, Bošča. Torej, to je alegorija za te stvari. In me fascinira, Bog je hud. Ja, me fascinira kot puzle, recimo, da jaz sem imel na zid svoj internatna soba od mali let naprej in nikoli nisem bil utrujen, da sem študiral sliko, ne ker je erotičen, ker za naše obdobje ni. Saj to ni, da smo jasni. Ampak mi je res fasciniral in potem tiste interpretacije, da sem naredil, ko sem pisal svoj magisterski študij, to mi je bilo super, smo lih snemali en teden nazaj in mi je bilo všeč, da lahko v javnosti povem svoje ideje, ampak to bi težko v slovenščini, ker jaz sem navajen, da odgovori so bolj splošno od Slovenije, ampak če bolj tehnične stvari govorim, nisem še prav v slovenščini, to bo malo težje. Lahko vržeš not, koga si predel. Odkje pa ta ideja, da si se poglobil v tatvine umetnosti in si avtor številnih knjig, ene zelo uspešne knjige z naslovom The Art Thief, in to je roman o seriji tatvin iz Evropskih muzejev in cerkva, za vse tiste, ki jo še niste prebrali, jo zdaj sigurno boste. Kako je potekala pot te knjige od same ideje, potem do tega, da je prevedena v številne jezike mednarodno in da je požela tak uspeh? Torej, to sem res imel srečo, ne vem, koliko je dobro napisan, če berem zdaj, mislim, da je malo preveč napisan, da sem preveč se potrudil s veliki besedami in tako naprej, ampak sem bil mlad. Torej, to obdobje sem študiral v Angliji in sem mislil, da hočem biti scenarist za gledališče. In sem pisal več scenarij in sem tudi najdel literarni agent za to. Ampak ona je rekla, če hočeš zaslužiti samo kot pisatelj, je dobro, če pišeš roman. A imaš kakšen roman? Sem rekel, ne, ampak bom napisal. Torej, sem napisal več ali manj skozi en poletje in sem študiral ta obdobje umetnostno zgodovino in sem imel izkušnjo, da sem delal v muzeji, v svet hiša dražbene hiše, se reče auction houses. Ja? Pa tudi akademijo in sem vedel, kako deluje za oder, recimo ta trg za umetnost in akademski svet. In sem mislil, da to je dober plod za kakšne zaplete in kakšne zgodbe, detektivske zgodbe. In tudi hkrati so bili dve stvari zelo popularne. Ene je bilo Da Vinčijeva šifra, da mi je bilo všeč, da sem bral, mi je bilo zelo všeč, koliko je bilo uspešen, ampak me ful šel na živce, ker ima toliko zgodovinske nepravilne podatki, da bralci so misli, so pravilne. In če poznaš zgodovino, potem ti gre na živce. Kot da en ful uspešen roman piše, Kamnik je glavno mesto Slovenije. To je skrivnost, ampak tiste vejo, ki vejo. In potem cel svet misli napačno. Torej, to mi je šlo na živce, ampak mi je bilo všeč, koliko je bilo uspešno. Torej, jaz sem hotel en kos tega pita, prosim, jaz bi imel zase. Torej, sem hotel pisati roman, da bi imel tista, več ali manj sem naredil dekonstrukcija tist roman, da sem razumel, zakaj in kako deluje. In je en zelo fiksen sistem in ko vidiš ta sistem, je marsikateri knjige imajo podoben format in ko vidiš, potem nikoli ne moreš ne videti. Je formula, ampak je to formulation, ampak deluje in ne moreš nihati brati. Potem hkrati je bilo novejša verzija afere Thomasa Crowna, da je bilo super film, ne vem, če ste videli, Od kraju mednin. In je bilo elegantno narejen, to mi bo ful všeč. Torej sem rekel, če ta film in ta roman bi imel otrok, to naj bi bilo mojo prvo knjigo. In to sem probal narediti. In sem imel srečo, ker sem najdel en drug literarni agent, ki je bila navdušena na to in ona je tako prodala za dost uspešna pogodba, da sem postal čez noč
polno časa pisatelj, to je bilo en stvar. In sem tudi imel srečo, ker v tej obdobju sem študiral v Angliji in sem študiral zgodovino kraju Mednin. In noben je to študiral prej. In to razlog, da sem izbral to, je, da sem raziskoval prave zgodbe od kraju Mednin, da bo informiral moj roman, in sem videl, da so zelo malo knjige pisane v ta tematika. In mi je zanimivo, ker je bilo bolj zanimivo za vsi, namesto tiste par mandli, ki zanimajo moj umetnostno zgodovino iz Firenze v 16. stoletje. Samo moja mamica in 3,5 drugi ljudje zanimajo to. In to je bilo bistveno drugačen možnost popularnosti. In mi je čisto presenetilo, da ni bilo preštudiran. Če bi bilo že popularna tematika za profesori, po mojem, da ne bi šel, ker bi mislil, da je že rezerviran plac, ampak je bilo čisto odprto. In sem imel srečo, da sem organiziral en kongres v Cambridgeu, kjer sem študiral, in je bilo en novinar tam in je pokril dogodek in je bil članek v New York Times magazine. In to je bilo tik pred socialno omrežje in so bili manj revije in možnosti za javnosti. Zdaj je to, da tudi če dobiš pozornost, gre hitro mimo. To je bilo tik pred ta obdobje. In čez noč sem bil največji strokovnjak na svetu na ta tematika, tudi nisem končal svoj študij. Sam, če je pisan v New York Times, potem je dejstvo. In to je bilo hkrati, da sem prodal tisto prvo knjigo, tisto roman. In tako je začel kariero. Potem kaj je prodano toliko jezikov, mislim, da so 14 jeziki, to je zaradi založbe, da so se potrudili. Ampak če investirajo v knjigi, potem morajo investirati, da je uspešno. Drugač bojo v zgubi. Torej, to je razlog, da hočeš, da je večja avansa, da vidiš črno na belem, da morajo investirati v promocijo. In potem v čim več državi prodajajo pravice in čim več promovirajo. Ker to je tematika za tisto najnovejšo knjigo. Imam že več kot 25, če verjameš, ampak to je najnovejše, to je več ali manj vse, kar vem, kako postaneš pisatelj in plačan pisatelj tudi, da ne sam za ston, za članke, za mednarodne revije in za knjige. In to je pomembno, ker okoli 10% knjige vsaka sezono, da bojo izdali založbe, so tisti, v kateri bojo ful investirali. Ostali bojo dobili svoj pozornost pri publicistke, ampak ne vemo čisto koliko. Tisti 10-20% mi rečemo front of catalog, te obdobje v katalogi so tiskali in to prvi, 10 strani, če je 100 strani dolg. To so bili tisti, da so res promovirali. In hočeš biti ne samo v katalogu, ampak front of catalog in potem vse naredijo zate. Če si zadnji v katalogu, je v redu, ampak lahko da pride ven in ne dobi toliko pozornost. Se že veselim, kaj me boš naučil, kaj tudi jaz sem začela knjigo, tako da greva na kavo. Če bi napisal zdaj kriminalko, ki se dogaja v Kamniku, kakšen bi bil razplet oziroma zaplet? Jaz imam vse planiran. Vsako leto gremo za več noči na Veliki planini. In sem že naredil plan in tematika je kot Jaws, a poznamo ta od Morski pes, Jaws na Velike planina. Da je en umor in sumijo, da je a vidiš? In sumijo, da je jamski medved, tudi da ne obstaja več, ampak sumijo. Potem zapirajo Velika planina in je en detektivka gor in ostali, ki živijo tam in par turistov in potem moram investigirati, kaj res se dogaja. Imamo vse planiran, ampak vsako leto gremo za 3 noči na Veliki planini, potem študiram, potem gremo že dol v realno življenje, pred da imam časa. Za romani res moraš vzeti časa, ker to je del knjige. Jaz imam več kot 25 knjige zdaj, ampak samo en roman. Zakaj? Roman moraš vse napisati naprej
v upanju, da en bo kupil in bojo izdali. In to je v redu, če imaš časa. Če nimaš časa, potem težko, ker moraš pisati v upanju, da boš več ali manj plačan za že narejeno delo. Za neleposlovje je lažje živeti, ker pišeš ponudba, ene 5 do 40 strani dolg, plus en poglavje samo. Nikoli ne pišeš celo knjigo, ker noben ne bo bral celo knjigo pri založbi, nimajo časa. Hočejo ponudba in samo, če ti dajo pogodbo, potem pišeš knjigo. Torej je drug vrstni red. In če si uspešen, potem dobiš avansa samo okoli ponudba, ker pričakujejo, da bo v redu. In potem iz ta avansa vzameš in preživiš dokler, da ne pride na trg knjigo. Torej, ta sistem je bistveno lažje za normalno življenje. Torej, bi rabil, 6 mesec čist frej, da bi pisal romane, ne vem, če to bo. Če bo šlo. Mogoče pa kasneje, s tem nikjer ni treba napisati, kdaj to bo. Ok, a obstaja umetniško delo, za katerega bi rekel, da ga je vredno ukrasti? To je zapletno vprašanje, ker vem, koliko je težko dobiti denar za ukradeno umetnost. Torej, znana umetnost ne splača, ker je znan in potem takoj vsi vejo, ki hočejo vedeti, da je ukraden, torej to pa ni dober plan. Če je bodoči tat v publiki, lahko svetujem, da najboljše so recimo litografi iz 50-ih, 60-ih, od Dali, Picasso, Miro, Chagall, tiste so mogoče sta glavni, ker imajo valuta, da v kategoriji svetovne umetnosti je zelo malo, recimo pod 10,000 evrov za en litograf. Za normalne ljudje to je velik denar, za umetnost ni. Torej je toliko malo, da noben ne šmirgla preveč. In so toliko ponaredki od litografi iz tiste obdobje in tiste avtori, da je skoraj presenetljivo, če je original. Ampak noben ne briga toliko, ker so lepi in če tiskaš na fancy tiskalnik doma in daš v lep okvir, potem je zgleda kot litograf, ni toliko drugače, ni toliko težko kot gravitura ali pa nekaj, da moraš, da je cel znanost, da narediš ponaredek. Torej, to je za ukrast ali pa za ponarediti, to priporočam. Ampak niste slišali pri meni. Samo milijonski ogledi na YouTube, recimo. Kaj pa, katera vrata najraje odpiraš v umetnosti? Kaj te najbolj zanima? Najprej sem mislil dobesedno. In če kakšna lepa vrata sem videl skozi zgodovino. Jaz najraj študiram ikonografijo. Ikonografija je študij simboli v umetnostjo. Ikon je grška beseda za simbol in to je študij simbolizem v umetnostjo. In to lansko sem to učil tečaj, učim online tečaj, torej jaz sem v svoj pižami doma v Kamniku in učim posel in to me ful dobro. Izmed dobre stvari iz pandemije, da so ljudje navadili, da lahko naučimo v pižami doma in tudi učim. Torej, jaz imam en tečaj Secrets and Symbols in to me najbolj zanima. Torej, tiste so slike, da so za nas danes so skrivnostni, ampak niso bili, ni rečen, da so bili v obdobje, ko so bili narejeni. Mogoče so bili za simbolizem, hagiografski simbolizem, to so od svetniki. In smo pozabili, ker nismo toliko verni in ne uporabljamo toliko vizualno podobe, kot so jih uporabljali v te čase, ko ljudje niso bili literati. Ali pa so bili za nalaž narejeni kot puzle, da sam določena publika lahko razume, zakaj gre. Recimo moj bronzino je eno izmed tiste,
Ampak ljudje včasih pozabimo, da tiste najbolj zanimive slike so bile narejene, da vzamemo časa in študiramo slika ne samo za 5 minut, ampak za več let. In da je še zmeraj zanimivo. In pogledaš, pa spregledaš, potem greš nazaj in debatiraš s prijatelji. In to so narejeni za nalaž, da lahko not padeš v simbolizem in interpretacije in so več možne interpretacije in to je zabavno, ker ni bilo Netflix v te obdobje. In tako so ljudje, tiste bolj intelektualne ljudje so bili navdušeni, da prijatelji pridejo in pokažejo sliko in kaj misliš na to pomeni, ali pa za javnosti v cerkev tudi so narejeni, da med tem, da sediš v cerkev in molčkaš in pogledaš okoli in potem interpretiraš ti vizualne podobe, da vidiš. Ja, danes nam preveč pozornost vzamejo telefon in televizija. Ja, tako je. Ampak vsem, kaj pa čas pa res vzamemo za to. Kaj pa umetniške tatvine povedo v naši družbi? Več kot si mislimo? V naši slovenski družbi ali pa nocojšnji? Ne, splošno. Je sigurno več kot ljudje premislijo, ker imamo recimo okoli 20,000 krajev samo v Italiji vsako leto, registrirani. In v Evropi splošno 30 do 40 tisoč na leto ponavad, v Sloveniji 800 do 1000 ponavad, ampak to so samo tiste, ki so registrirani in mnogi ljudje ali ne registrirajo ali pa ne vejo, da je bilo kraj, recimo v Italiji so okoli 90,000 cerkve, so 600 sam v center Rim. In skoraj vsak ima nekaj zanimivega, pomembnega, kulturnega za ukrast in skoraj noben nima varstveni sistemi. Torej, to je najbolj pogosto. Tisti tatvini iz velikih muzejev je zelo redko, ker imajo svoj varnostni ekipo in sistem. Ampak iz privatne lasti ali pa cerkve ali pa sploh iz arheološke najdbe, pri kateri niso bili že arheologi. Torej, če hočeš bazen naštimati v tvoji hišo v Italiji, boš najdel nekaj etruskansko. In niso dost arheologi in so, Italijani imajo eno lepo besedo tombaroli, tiste ljudje, ki grejo po noč na vikend, mal grapa, pa kopati nekaj in ziher bojo nekaj najdli. In to je daleč največje težave v svet kraj umetnin in črni trg za antikvariatne stvari. Torej, tiste glavne kinematične tatovine iz muzeja zelo redko, mogoče parkrat na let. Ampak skozi se dogaja manj kinematične dogodki celo leto. Kako bi pa rekel, kakšen okus imajo te tatovi? A imajo bolj za denar ali vejo, kaj je dobro? Sam za denar. Noben ne ve nič o umetnost, noben ne nič zanima, sam lahko ukradijo, ne vem, en človek ali pa en avto ali pa en, sem hotel reči, DVD player, ampak noben noče to več. Čist nima veze in toliko malo ljudje, ki so ukradli umetnost, so kaj vedeli umetnost, da je skoraj brez veze fokusirati, ampak ta je fokus za leposlovje in film. In je zanimivo, ker kriminali se naučijo o svetu umetnost in kraj umetnin iz isti zveri kot mi. Iz televizije, film in ne vem, koliko romani berejo, ampak mogoče so bolj literarni tatovi. In mislijo, da obstajajo zbiratelji za ukradeno umetnost. Ampak v pravi zgodovini jaz poznam mogoče po imenu 21. In če vem, da so 40,000 kraj na leto in celo zgodovino poznam 21 pravi zbiratelji, proaktivno zbiratelji ukradeno umetnost, pa to odstotkov, ni 1%. Ampak mislijo, da obstajajo. Torej, kriminali ukradejo, iščejo kupec, ne najdejo noben, potem vidijo koga, ki mogoče je, potem ta človek je en
detektiv pod krinko, potem tako dobijo nazaj, ko dobijo nazaj. Kaj pa katerega zgodovinskega umetnika bi ti rad intervjuval kot detektiv, recimo? To je super vprašanje. Nekateri so bolj skrivnostni. Po moje, da alfa in omega je Michelangelo. Jaz sem študiral, če bo naslednjo knjigo od Michelangelo, ker skozi vse zgodovino umetnostjo on je po moje edin, ki je v tok medij bil tok uspešen. Ponavadi specializiraš, ali pa recimo Leonardo je tu pa tam naredil sliko, ampak sploh ni zanimal, je glavno služil kot vojni inženir in ker je špilil en čuden inštrument, lira di braccio, je izgleda kot ena kitara, ki je imel otrok s en violončel. In je bil za klasično glasbo. In so par ljudje, ki so naredili gravituro in slike kot Albrecht Dürer, ampak Michelangelo je naredil vrhunski kipe, slike, freske, to je malo drugačen stil, arhitektura, dober poet je bil, po moje je smrdu, to sem bral, je sam nosil, je imel en par škorne, narejene iz pasja koža, to je bilo modno takrat, ampak danes mi ni všeč, ampak je skozi nosil, da je bilo ulimnan na njegovo kože, ni mogel dati dol. Torej, po moje, da je orok smrdil, torej ne vem, če bi šel na kavo, ampak zanimivo človek je bil. Ja. Mislim, da bi potrpel ta smrad, da bi kaj zvedel od njega. Kaj pa, glede na to, da te to področje toliko zanima, a bi rekel, da je danes bolj varno za umetnine ali včasih? Danes bi rekel, da je bolj varno za umetnino, ampak manj varno za antikvariatne stvari, ukraden iz arheološke najdbe. In razlog je internet. Prej, če hočeš najti kupec, moraš osebno nositi ukradeno umetnost, da najdeš kupec in ponudiš. In zdaj je lažje, ker tudi preko recimo eBay, če greš random dan in iščeš predkolumbijski kipi ali pa stare rimski kovanci, boš najdel in so ali ukraden ali ponarejen, ker če so pravi, dobiš bistveno boljše cene na bolj uraden trg. eBay je način, je sivi trg, ni črno recimo, ampak ni čisto odprto, ker moraš upati, da človek, ki ponudi nekaj, res ponudi, kaj ponudijo, in če plačaš, bojo to poslali in odkot so dobili, ne bojo rekli in je malo sumljivo. Torej je bistveno lažje prodajati, ampak še zmeraj je težje prodati nekaj, da je znan, ker v sekundi lahko pokažeš cel internet, če hočejo vedeti, da nekaj je bilo ukradeno. In pred internetno obdobje si moral se potruditi, da bi opozoril ljudje, da nekaj je ukraden in da ne kupi to. Hvala. Pa se preselimo še malo v našo Slovenijo. Kaj te je najbolj presenetilo, ko si prvič prišel, pa če zdaj rečeva, nekaj so copati, pa šnopc, kaj pa še mogoče v naravi ali pa? Ne vem, če mi je presenetil, ampak jaz sem spremenil kar zelo, ker jaz sem bil debel lenuh. In potem sem začel hoditi in telovati, ker sem videl, da Slovenci res angažirajo s naravo po odstotku, da nisem pričakoval. To v ZDA tudi tu pa tam, ampak je toliko velika država in toliko različne skupine, da nisem srečal mogoče, da pravim. Ampak tukaj mi je čisto presenetil, enkrat sem bil na sprehod na Slivnici, Slivnica nad Cerniško jezero. To. In tam imajo super juho iz divje česen.
To se spomnim. Ampak, jaz sem bil presenečen, da toliko ljudje so bili tam in soboto popoldan in ne moreš voziti gor. To bi bil čist prazen v Ameriki, če ne moreš voziti zraven. Ampak ljudje so parkirali spodaj in so šli peš gor. In jaz rečem, to je presenečenje. Za Američane je bilo presenetljivo. In to mi je ful všeč, koliko ljudi so angažirani. In če je lep soboto zjutraj, toliko kolesarjev so, da ne moreš verjeti. In torej jaz sem več angažiral s naravo, to je super. In tudi sem to razumel in to mislim, da je pomembno nauk. V Ameriki dobiš občutek, da ali si super srečen, ali vse gre v maloro in drugi so krivi. In sem razumel, da je čisto v redu biti v redu. In to v Ameriki ni v redu, če se samo v redu, nekaj hudo narobe. Sam superlativi govorimo, kakšno si super sem, in če nisi super, to pa ni dobro. In potem tukaj, če sam obstajam, nič ne me boli, v redu sem, nič me manjka, to je dobra stvar. In to v Ameriki niso pogruntali. Zanimivo, ne? Kaj pa bi Slovenijo opisal kot skriti dragulj ali že odkriti zaklad? To je mal joke, ker vsak revija na svetu je že pisal, da je skriti dragulj. In če isto besede, če googlaš Hidden Gem Slovenije, dobiš ne vem koliko 100,000 hitov. In če je tokrat napisano, da je skriti dragulj, ne more biti tok skriti. Ampak fora je, da mi dobimo samo ta dobre turisti. Če kakšen Američan ti gre na žuce, bodi hvaležni, da mi dobimo ta dobre, ki so že bili drugam v Londonu, v Rim in tako naprej in vejo, da Slovenija ima nekaj za ponuditi in ne dobimo tisti, ki so manj zaželeni. Torej, nikoli po moje ne bo preveč obiskovan za turisti, ampak recimo, jaz sodelujem s turizem že mnogi let in Bled in Ljubljana imajo dosti turistov po številko, vsako leto že hočejo več po številko. Seveda hočejo, da je več pozitiven ekonomski vpliv, torej da bojo da bojo več nočitve in da bojo več angažirali s restauracijo in tako naprej. In kaj nočeš, so tiste, recimo iz križarije, kako se reče, cruises. Križari. A ni to nekaj s Jezusom tudi? A si ista beseda? Ista beseda, ja. No, tisti na ladjo, ki pridejo in sam, ne vem, en sladoled kupijo, pa en razvednice pa spizdijo in imaš občutek gužve in potem ni benefit za lokalci in za ekonomijo. Torej, to je taktika. Recimo, tukaj, kaj je bilo taktika, jaz sem sodeloval s Tic Bledom za multimedijski projekt, da smo naredili videočke, pa podcast, pa članke, pa dogodke, pa knjigo. In glavna fora je, da tudi Slovenci samo poznajo tiste 3 stvari na Bledu. In prijetno, da vsi poznate grad, otok in Kremšnita. In to je v redu, ampak potem ljudje ne vejo, kaj je druge za narediti tam v Bledno okolico. In imajo dosti ljudje na te 3 točke in hočejo, da isti številko ljudje grejo širše. Torej, moja fora je, da raziskujem vse, kar se da narediti, poleg tiste 3 stvari, da pišemo te 3 stvari tudi. Ampak potem zadnji imam, kako se reče, checklist, da ukrupnaš in seznam, hvala. 55 stvari, Bledno okolico in sem verčen, koliko Bledci so naredili vse 55 stvari. In pa je, da bo eno akcijo, bojo tiskali na veliko, za lokalci, ni samo za tujci, s tist seznam prazen. In da vidimo, če ljudje mogoče bojo več angažirali za tiste dodatne stvari. Da tako narediš, to ni Hidden Gem seveda, ampak tudi sem sodeloval recimo s Gent v Belgiji, ker sem pisal eno knjigo od Genski oltar. In Tic Gent je pomagal s moje raziskovanje. In tudi so imeli iste ideje, kako naštimamo, da turisti pridejo in večkrat
več časa spijo tukaj, več angažirajo in ta fora lahko tudi uporabljam v Ljubljani, v Bled in tudi recimo v Kamniku, ampak v Kamnik številko bi pasel. Tukaj nimamo preveč turistov, ampak v tej lokaciji je zanimivo, ker je malo drugačen sistem. Torej, tudi v Sloveniji so bolj znani dragulji, ampak tudi rabijo pomoč na malo drugačen način. Ja, res je, tudi moja teta pravi, sva se zadnjič želih pogovarjali, ker živi blizu Bleda, je partner pa na Bledu, in je rekla, velikrat pridejo avtobusi, recimo iz Italije, sam na Bled, hitro okrog eno kavico pa nazaj, ne? Tako da že domačini to obažajo. In zato je super, da so taki ljudje, kot ti, ki promovirajo še malo na drugačen način. Kaj bi pa svetovni popotnik moral vedeti, preden obišče Slovenijo? Jaz bi rekel, da redko kdaj bo koga prišel sam v Sloveniji za celo potovanje, recimo iz drugi kontinent, sam v Sloveniji. Torej, ponavadi je Slovenija plus, ali Dunaj, ali Benetka, ali Dalmacijo. Ampak enkrat sem srečal 14 ljudi iz Nove Zelandije in so prišli za 14 dni sam v Slovenijo. Wow. In jaz sem rekel, kapolo, to se ta pravi. Mislim, da treba vedeti, da splača biti tukaj za en teden. En teden je dost ur, ni preveč, ampak ljudje mislijo, bom šel v Ljubljani in na Bledu, pa grem naprej in to je škoda. Dost splača, po moje sam povedati, koliko časa se da narediti zanimive stvari, da so različne. In to je en plus, to je zanimivo, to je en plus, če živiš tukaj, to ni recimo en plus za turisti, ker turisti, če rečeš Slovenija ima vse, to ni dobra promocija, ker ti boš prišel za 3 dni ali pa 5 dni in ne moreš vse in ne veš, kaj to pomeni vse. Je lažje promovirati en stvar, da moraš narediti ali moraš poskusiti in to je to. In to mogoče razen Blejski otok, da je to fotogeničen, mi premalo promoviramo na ta način. Mi rečemo zelene Slovenije, noben ne briga, če je zelena, to je super, ampak noben ne bo prišel za počitnice, ker je zelena. To je drugi stvar, če bom šel nikam, da ni zelena, ali pa je zelen, bom izbral zelen, ampak mora biti druge stvari tam. In toliko so promovirali zelene Slovenije, da je bilo malo šalo med turistične agencije, da spet Slovenija je zelena in to čist prevečkrat so uporabili ta izraz. Torej, fora je, da moraš promovirati nekaj, da je unikarno in moraš pokazati do stvari, da ne moraš delati v en dan ali pa 2. Kako pokažeš? Zato naredim tisti multimedijski paketi, da promoviramo turizem, ker določeni ljudje hočejo absorbirati informacije na določene načini. Podcasti so v redu za nekateri, video so boljše za nekateri, knjige, članke, ampak smo videli, če jaz nekaj delam in pišem o tem ali pa naredimo en video, potem ljudje gledajo in rečejo, jaz hočem to delati, ker nimamo toliko ne se predstavljamo to, rabimo pomoč. Recimo, to jedi sem videl, jaz hočem to jesti, grem v te restauracije. Če je bolj teoretično, ne funkcioniramo tako. Torej, moramo videti, ampak moramo videti ali pa slišati to, pri kateri medije mi odločamo. Zato velikokrat, bom rekel, recikliramo zgodbe, ampak vsak v drugi mediji in potem ljudje nimajo težave, če berijo zgodbo v knjigi in slišijo v podcast je v redu. In na ta način imamo čim več ljudi pokriti in lahko izberijo, kako absorbirajo to informacijo. Torej, v knjigo Slovenologije sem imel, kaj delaš, kaj priporočam, če prideš za 3 dni, za 5 dni ali pa za 7 dni. Ker ljudje rabijo to, ker mogoče samo so videli ta slika od Blejski otok in če sam to slika vidiš, potem ne veš, da lahko izpolniš en teden v državi, morajo 7-10 stvari videti in reči, jaz bi to videl, potem poširšaš tvoj obisk.
Ja, res je pa, če pa pridejo Evropejci, pa se mi zdi, da so malo pripravljeni na to, no? Pa da ostanejo več dni, saj sem imela zdaj kar nekaj gostov iz Irske, pa tako so bili čisto navdušeni. In oni pa si vzamejo, se mi zdi, malo več časa. Doktorirali ste na Univerzi v Ljubljani, na Filozofski fakulteti. Tvoj doktorski študij je bil usmerjen v umetnostno zgodovino, pri čemer si se posebno poglabljal v dela arhitekta Jožeta Plečnika. Kaj se lahko svet nauči od Plečnikovega načina razmišljanja o prostoru? Kakšno dobro vprašanje, Marija. Ja, to pa res. Zame Plečnik je edin slovenski umetnik na čist svetovnem nivo, recimo A+. In kako on je mislil na prostori, to je super vprašanje, ker arhitektura je študija, kako naštimamo prostori. Prostor je prazen, ampak to je ta glavna stvar in ljudje mislijo od fasade, recimo, in to je en del, ampak fasade in zidovi, to so sam načini, pri kateri določene prostori. Recimo, ko jaz sem študiral modernizem in Le Corbusier, sem videl slike in sem mislil, to je grozno, to me ni všeč sploh. Potem moj profesor je rekel, ne smeš to reči, da ni dobra arhitektura, če nisi bil tam. In če si bil tam, se počutiš drugačen v dobri narejeni prostori, tudi če tista fasada ali pa oblika je zate grdo na prvi pogled. In to je pomembno. On ni imel čist odprte roke, da bi naredil prostore čist po svoje. Torej, mislim, v prostori, v stavbi je super. Recimo, ko greš gor na štengah pri Nuk in iz temnega kamna prideš do svetlo bralna soba, to je super narejen, ampak v urbanski prostore ni bilo čist naštiman, kot on bi želel. Mi všeč, kako on je uporabljal lokalne stvari, premda je bilo to modno. Je recikliral stvari, je bil čisto obseden sa kolumne, malo freudsko, ne vem, ampak če bi videl kolumno, je naredil, da bo erekta, če je bil fora ali pa ne, arhitekturno. Torej imajo recimo čist most za čevljarski most, sam kolumne čist brez veze, ampak so bile lušne. To mi je všeč. In prostora v njegovi hiši je tudi odlično. Ampak mi zanima, kako bi bilo, če bi imel čist proste roke. Če bi imel čist proste roke, bi teoretično, ne vem, če bi res naredil, pospravil Ljubljanski grad in naštimo na hribčok tist parlament. In tist resen parlament, da je imel zelo poseben kot sladoledni, kako se reče, tist kornet na glavo. To bi bilo res nekaj posebnega. Mi ni všeč ideja, da bi pospravil čist Ljubljanski grad, ampak tisto všeč, Ljubljana manjka ikonična stavba. Nimamo. Imamo recimo Zmajski most, ampak to ne šteje. To je v slikah, ker Zmaj je lušna kipa, ampak to ni to. Torej, ljudje imajo težave, da se predstavljajo v možganu, kaj je Ljubljana. Ker nič ne pride, ker so toliko mesti v Evropi, podobno velikosti imajo en grad gor, da to ni kvalificira. Torej, to manjka. Mi je bilo všeč, če bi naredil zdajle parlament od Plečnika. Vem, da to ni modno tudi, da narediš stare tloresi nekaj novega, ampak nekaj tazga rabimo, ampak nimamo še. Mogoče v prihodnost. Par stvari so probali, recimo Stožice so potrudili, ampak ni uspel. Torej, še čakamo za to. Boš lahko kaj pomagal, svetov, ne? To pa ne vem. Ok, gremo še na pisanje. Kdaj ti najbolj teče pisanje? Zjutraj, zvečer, ob dobri kavici? Kdaj? Jaz imam tist plus, da skozi lahko pišem in nikoli ne manjka. Ampak jaz sem imel drug sistem, preden sem imel otroci. Preden sem imel otroci, sem skozi delal. In nisem vedel, kdaj je vikend, kdaj je noč, ker ko sem imel časa, sem skozi imel časa. To je drugače. Ampak sem bil bistveno manj efektiven.
In potem, ko sva imela prvi otrok, sem vedel, da bom ziher imel sam 2 uri na dan, da bo gmah, ker bo spala takrat. In drugače loterija. In sem razrezal svoj delovnik v deli, 2-urni deli. In recimo, če si imam ob 9 do 4, razrežem v 2-urni delnik in potem izberem, recimo, če moram pisati eno knjigo in ima, recimo, 30 esejev noter. Za vsak esej rabim, recimo, 8 ur. Potem naredim tisti seznam za kljukice, ker sem dosti neurotičen, če je prazen, ne moram obrniti listje, če ne vkljukam. In potem, če razrežeš eno celo knjigo, če slišiš, moraš napisati, Marija, kako bom to delal. Ampak, če rečeš, ok, bom rabil 30 dni za prvi draft in doziraš delo in potem poddoziram v deli 2 ure, potem vse je lažje. In potem dobiš ta dober občutek, kot odkluknaš in tako te srbi in te praska, kot odklukaš, pa je super občutek. In potem vidiš, koliko napreduješ in potem prideš do konca in druga polovica je hitreje in psihologično lažje. Torej, jaz pišem do 4000 besede na dan komod, torej zelo hiter, ampak jaz toliko stvari naredim, da jaz ne pišem en stvar naenkrat in tudi ne sam pišem, ker uredim, tudi delam kot ghostwriter, to pomeni, da pišem v imenu en klient pod krinko, torej da pomagam drugi, da imajo svojo knjigo, pa za televizijo, ali pa podcasti, ali pa dogodki, ali pa učim, torej je zelo različno in zato je osvežilno, ampak nikoli nimam en dan, da sam pišem. En stvar, da naredim, da priporočam, če se da, samo gledam e-mail petki zjutraj. Je bil ponedeljek par dan nazaj, petki zjutraj, za čim manj časa. Jaz hitim, ker to je edina stvar, da delam, da čuti kot delo, na negativen način. Torej, jaz komaj čakam to pospraviti in potem, če nimaš administrativne stvari na drugi dni, potem je bistveno lažje druge stvari narediti, ker če imaš skozi e-mail, ti skozi moti in je zmeraj razlog, da skočiš na nekaj drugega. Torej, je bilo eno obdobje, da sem vsak drug dan, potem sem šel 2-krat na teden, torki in četrtki, če se povedem, ampak 2 let nazaj sem šel sam petek zjutraj in ni problema, če klienti me rabijo preko WhatsApp, lahko pošlješ, takoj odgovorim, drugi stvar in nič ni mi manjko in zame je boljši sistem, vem, da za vsak šiht se ne da, ampak to mi je pomagalo, da imam 4 dni čist za koncentracijo na kreativne stvari in potem vse administrative račune tako naprej v prvi polovico petki, pa naprej v srečno življenje. Ja, točno to mi je bilo zanimivo, ko mi je Gregor rekel, meni on sicer rekel ponedeljek, ampak je rekel, viš, on gleda maile samo enkrat na teden, tako da temu hitro pa šla spet na tako parkanju, jaz to postodažem. Ampak pa je rekel, no pa si pa itak povedal, da prek WhatsAppa lahko in sem rekel, dobro. Ker jaz tudi rabam to kreativno živco, da sestavljamo vprašanja, da malo raziščamo gostu. In ja, si že govoril na to vprašanje, ampak vse mogoče sem en pogled v tvoje družinsko življenje, kako razporediš ti vse 3, raziskovanje, pisanje, da si profesor in pa družinsko življenje. To ni bilo problem, ko sem šel na tisti 2-urni delovni sistem. In sem večino dni njihov delati, ko otroci so prišli nazaj iz šole, ampak zdaj sploh me ne rabijo več. Torej, v principu lahko več delam. Ampak tudi sem moral rezati fraj časa za telovadbe in jaz sem bil
jaz sem imel mogoče preveč ameriški možgan, da sem imel občutek, da časa telovadbe je časa, da bi moral ali investirati v družino ali na delo, da je izgubljena časa. In potem sem počasi rekel, to pa je v redu, da bom daljše živel ali pa ne vem, in da pol ure na dan je v redu, ampak sam pol ura. Pa takoj nazaj ali družino ali pa na delo. In zdaj sem pogledal, da tudi 1 ura je v redu. In tudi je v redu, če nič ne delam in sam ležim na tla in svoj popek pogledam ali pa televizijo bulam. To pa je bolj novo, pogledavščina, ker sem imel občutek, da moram skozi biti efektiven. In to pa je, ko si mlad, imam občutek, da ne vem, bom vsak knjigo na svet bral in ne vem kaj. Ampak potem sem razumel, da je v redu, če sam obstajaš. Tudi v redu. Tako. Bravo. No in evo, glih ta pravo vprašanje za nadaljevanje, še 2 imava. Če bi imel 1 teden časa brez obveznosti, to se predstavlja si, da imaš vse obveznosti glede knjig, končanja, glede predavanj, glede podcastov, glede vsega, in tudi, da si že bil na letnem dopustu z družino, tako da imaš res časa, podaril ti ga je Bog 1 teden, brez obveznosti, kaj bi delal, kam bi šel? Če bi bil doma, po moje, da bi pisal leposlovje, ker mi všeč pisati, ampak ni časa. Če bi nekaj potoval, bi šel v večji evropejski mesti v muzej. Ampak bi šel sam, ker se ne me da razložiti, ker to delam profesionalno. Če bi sam driftal, to mi je bilo všeč. Torej, ampak je čas za to tudi. Ampak po moje, da bi, jaz sem enkrat rekel, če bi manj stvari naredil, mogoče vsak stvar bi bilo boljše. Ampak po moje, da ne. Po moje, da sem prišel do tisti nivo, da je v redu in ne bi več časa investiral v tisti projekt, če bi imel, ne vem, 4 projekte hkrati na mesto 12. Ampak po moje, če bi imel prazen dni, bi dodal več projektov, ker mi všeč začeti in končati. Ti srednji del ni mi toliko všeč, ampak to moraš. Kljukice so ti všeč. Tako. Tudi jaz ker sem začela doma delati, se mi zdi, da sem sam skakala od enega do drugega, pa manj sem šla dol, pa kaj gospodinskega naredila, pa sem pa začela pisati alinejce in zdaj, ko vidim te kljukice, oziroma je signir, to sem najbolj srečna. Ok, zdaj pa še zadnje vprašanje. Sem ti že prej zaupala, da sem se izobraževala tudi v Ameriki, sem preučevala filozofijo Louise Hay. In ko je Louise Hay bila že v zrelih letih, je rekla, da si želi, da jo ljudje poznajo po 3 stvarih, ko bo umrla. Zdaj že nekaj let pokojna. In to je delo z ogledalom, delo z ogledalom, delo z ogledalom. To, ki je verjela v to. Zdaj pa mene zanima, če se lahko zdaj predstavlja tako domišljijsko, ko te ne bo več, kaj želiš, da po čem se te spomnimo? Itak vemo, da boš ostal v naših srcih, ampak kaj bi rad, po čem bi se te spomnil? Je mal cheesy, ampak mislim, da edina stvar, da si dober človek. In če to je to, pa druge stvari niso pomembne. In to pa res za prijatelji in vse, če si dober človek, imam časa za te, če nisi, ni me zanima, kakšen pa sem, ampak nimam. To je to. Bravo, zelo lahko naključno. Mislim, da si to že dosegel, tako da lahko zdaj sam lean back, pa uživaš. To se pravi, res hvala, da si vzel čas, da si posvetil te svoje trenutke, ki so dragoceni, ker imaš tako zafilan urnik nam in vsem nam, ki smo tukaj, in vsi tisti, ki bodo gledali to na YouTube posnetku. In res ti želim, da ta ljubezen do umetnosti in Slovenije še traja in se nadgrajuje. Hvala tudi vam, dragi gostje, ker ste si vzeli čas za tak klepet z Nojhom. Pa želim vam, da lahko še z njima spregovorite, naredite kakšen selfie, ga kaj vprašate, tako
osebno, 1 na 1, no bo z nami še, tudi kavarnica je še odprta do 8, tako da si le vzemite čas, da mu sižete v roko. In mi se vidimo pa na naslednjem dogodku meseca maja, zaenkrat naj bo še skrivnost, kdo bo z nami in kdaj, ampak tako kot je bilo za Norka, bomo delali reklamo po socialnih omrežjih in pa tudi vidno visijo tukaj plakati. Tako da najlepša hvala, še en velik aplavz za tega res dobrega človeka.